Podjetje lahko razumemo kot stroj za ustvarjanje dobička. Vendar je veliko bolje, da ga razumemo veliko širše. Da je podjetje kot razširjena družina, ki poleg dobička ustvarja tudi zadovoljne ljudi. Človek, ki dela z veseljem, je vreden veliko več, je bolj ustvarjalen, povezovalen. Promocija zdravja na delovnem mestu ima izjemno velik pomen. Je kot olje, ki omogoča, da kolesje lepše teče. Redno, raznoliko in uravnoteženo gibanje je eden od ključnih elementov zdravja, tako fizičnega kot psihičnega. Z veseljem vam z mojim znanjem in strastjo pomagam, da pri svojih zaposlenih dvignete dobro voljo in koristna znanja o pomenu in načinu zdravega gibanja. Življenje je namreč ravno to, gibanje. Razvil sem 3 delavnice za podjetja. 3 delavnice promocije zdravja na delovnem mestu. Prva. Čudežni učinki gibanja na naše zdravje. Zdravje sodi med eno od najvišjih vrednot pri večini ljudi. Pa vendar žal tako veliko ljudi goji nezdrave navade. Vedo, da bi bilo dobro, da se tudi redno gibajo. Vendar zato ne najdejo časa, so preveč utrujeni, se ne želijo dodatno mučiti, nimajo dovolj motivacije. Vendar se vse to da spremeniti. Takrat zaživimo povsem drugače življenje, ko se veliko bolj uresničujemo in izpolnjujemo. Na delavnici gremo skozi 5 korakov. Prvi. Zakaj moramo promovirati zdravje? Zakaj tako veliko ljudi izbere raje nezdrave navade? Drugi korak. Kako prepoznati zdrave navade za bolj privlačne? Tretji korak. Zakaj je redno gibanje zdravo? Četrti korak. Učinki gibanja na kosti, mišice, vezi, sklepe, hrustanc, uravnotežen krvni obtok, sladkor, holesterol, srčno-žilni sistem, imunski sistem, možgane. In 5. korak. Kako začeti zares uživati v gibanju? Na drugi delavnici se posvetimo hrbtenici. Poimenoval sem jo zdrava hrbtenica ali zakaj ima večina ljudi težave z njo. Za kar 40% bolniškega izostanka se lahko zahvalimo bolečinam, ki izvirajo iz hrbtenice. Kar okoli 80% ljudi se vsaj enkrat v življenju sreča z njimi. Te bolečine pa se pri nekaterih zelo rade redno ponavljajo. Kaj narediti? Kako se zaščititi? Kako zmanjšati pogostost in težavnost problema? Na delavnici gremo skozi 5 korakov. Prvi korak. Kaj je izvirni vzrok za večino težav z bolečinami v križu? Drugi korak. Kako se to izraža pri našem sedenju, stoji, hoji, teku, ležanju in delu? Tretji korak. Katere mišice so skrajšane, zakrčene? In četrti korak. Katere mišice so prešibke, popustljive? In zadnji, 5. korak. Kako s preprostimi prijemi v vsakdanjem življenju vse to izboljšati sebi v prid? Na tretji delavnici pa se posvetimo našim možganom. Poimenoval sem jo z gibanjem do mladostnejših možgan. Naši možgani so nekaj najbolj izjemnega in hkrati skrivnostnega na celem svetu. Dolgo časa o njih nismo vedeli kaj dosti. Nevroznanost v zadnjih nekaj letih pa na srečo zelo napreduje. Napreduje pa žal tudi bolezni možgan. Starostno upadanje možganskih funkcij, kot je zmanjševanje sposobnosti učenja, slabšanje spomina, vse do demence. Ali do vse pogostejših težav s kroničnim stresom, utesnjenostjo, depresijami, nespečnostjo in zasvojenostjo. Pri tem se prav gibanje vedno bolj kaže kot eden od naravnih in presenetljivo učinkovitih zdravil za boljše delovanje naših možgan. Na delavnici gremo skozi 5 korakov. Kako delujejo možgani in zakaj jih sploh imamo? Drugi korak. Kakšen vpliv imajo posamezni deli možgan na naše vsakdanje življenje? Tretji korak. Na kakšen način gibanje vpliva na naše možgane? Četrti korak. Zakaj je koristna vadba moči, vzdržljivosti, učenja gibanja in čuječnostna gibanja? In 5. korak. Kako novo znanje uporabiti mimogrede in z veseljem? Ta predavanja, delavnice so prepletena s praktičnimi nasveti, ki jih takoj tudi preizkusimo. Prav zaradi tega je tudi zelo primerna za službeno okolje. Ne gre torej za nasvete, na katerih se prične nabirati prah, ampak za vzpodbude, ki nam pridajo prav v vsakem trenutku. In jih zato tudi bolj uporabljamo.